Samo na hitro lahko ponovim kot vsako leto, da postaja avtosalon v Bruslju vsako leto pomembnejši, odkar ni več tradicionalnega v Ženevi. Ampak mene to nič ne moti, ker je v bistvu sem še lažje priti, ni vse tako drago kot pri zlatarjih v Švici, čeprav dobro, tudi v Belgiji stvari niso glih poceni, ne. Je pa tale prostor manjši in lažji delaš, čeprav je pa kar velik znamk. Začnem pa z največjo svetovno novostjo na tem salonu, Kia EV2. To je že 6. Kiin čisto električni model, če gremo od največjega, so to zdaj EV9, EV6, ki je bil leta 2021 prvi na čisto novi platformi in s to oznako, potem so tukaj še EV5, EV4, EV3 in zdaj še najmanjši EV2, ki bo pa baje najbolj priljubljen v Evropi in ki ima baje tudi največ karakterja, kot so malo prej povedali na razkritju svetu. To je v bistvu mali avtek iz segmenta B-SUV, ki pa ne bi bil zaradi namenske platforme prostoren kot avti v segmentu C. Dolg je samo malo preko 4 metrov, 6 cm več, tako da bo brez težav zapeljal tudi v tiste stare majhne garaže. Ker je oblika toliko glata, je kabina seveda brez težav uporabna in tudi zelo prilagodljiva. Zadnja klop se recimo vzdolžno pomika, v sredini so tukaj nastavljivi odlagalni prostorčki in ima celo nekaj uporabnih pravih gumbov. Ja. Prtljažnik mer v največji postavitvi do 403 litre, to je takrat, ko je klop pomaknjena čist naprej, pa še spredaj ima majhnega s 15 litri za kakšne kable polnilne. Od začetka ima na voljo tudi opremo GT Line, da bo izgledal tako z na videz takšnim širšim odbijačem, pa z dodatki v barvi karoserije, drugačnimi platišči, zelo simpatično. Itak. Bosta pa na voljo tudi dve varianti glede dosega, torej dve velikosti baterije, prva z 42 in večja z 61 kWh za doseg do 448 km po VLTP, kar sploh ni slabo za takšen majhen avtek. Nič niso povedali, kako hitro se lahko polni na enosmernem toku, samo da potrebuje približno pol ure od 10 do 80% napolnjenosti baterije. Mi je pa zelo všeč, da bo lahko ponudil tudi 22 kW polnjenje na izmeničnem toku, kar pomeni 3 ure, pa bo ta večja baterija polna recimo med parkiranjem v mestu, kar je super. Ta avtek se začne vsak čas proizvajati, v Evropi jasno, tako da bo že tam marca ali pa aprila pri nas. Druga pomembna novost pri Kii so pa različice GT pri modelih EV3, EV4 tamle pa EV5. Pri vseh je zdaj dodan še en motor zadnji, tako da imajo 4-kolesni pogon in skupaj 215 kW, to je skoraj 300 konjev, da bo letel. Pa ni samo več moči, tudi podvozje je tukaj elektronsko nadzorovano, zavore so boljše, oprema je bolj športna in pri EV4 tamle je na voljo še virtualno predstavljanje. Kia res verjame v električno prihodnost. Lani so v Evropi prodali že 23% vseh svojih novih vozil na elektriko, leta 2030 pa naj bi jih več kot 2/3. Ni kaj, ne? Če smo ali pa nismo za elektriko, v to gremo, pa ne samo zaradi birokratov tukaj v Bruslju. Evo, druga svetovno pomembna in zanimiva novost je pa Mazda CX-6e. Ampak to sem že obdelal v ločenem posebnem prispevku, kjer so me povabili na skrivni dogodek. Tako da grem zdaj pogledati še malo na ostale prostore, ker znali tukaj res ni malo, dejansko so vsi pomembni prišli. Najprej moram pokazati ta nori Mercedes AMG Pure Speed brez strehe. Samo tole vetrna zaščita ima čisto hudo, ampak seveda rabiš za to tudi čelado, če hočeš voziti ta avto. Tudi leti 3,6 do 100 na uro, 315 na uro največja hitrost, motor je seveda 4.0 V8 biturbo, eden redkih tukaj. No, je tukaj tudi kotiček dragih, če sem že pri tem, ne, Bugatti recimo kaže svoj Tourbillon, potem tamle zraven je Rimac Nevera, pa tamle malo naprej Lamborghini Revuelto, Bentley kaže pa Bentayga Speed. Maserati pa svoj MC Pura, to je takšen krasen kupe z V6 motorjem in končno hitrostjo več kot 325 km na uro, zraven pa še električne variante svojih obstoječih modelov Folgore. Ja, tudi to mora biti danes v ponudbi, a ne, tako kot Porsche tamle kaže svoj nov električni Cayenne. Ta koncept sicer ni nov, mi je pa še zmeraj totalno hud, Audi RS6 GTO z več kot 600 konji. Največ oči tukaj se pa lep na njihov koncept C. To je pa tista ta prava Audijeva prihodnost. Škodin Epiq bo po mojem velika uspešnica, ker bo dovolj majhen, ampak še vedno tudi dovolj prostoren za to, kar rabimo Slovenci.
Doseg bo do 425 km. Tehnično isti avto bo v bistvu takšen ID Cross, pa tudi ID Polo v bistvu, ki je tam za njim, ne. Drugače za te prave fene, ne, pa takšen Golf GTI 50. Ja, 50 let že praznuje. Kdo bi si misli, da je že toliko star. Seat kaže tamle prenolena Ibizo in Arono, čeprav vsi pa najbolj čakamo na tole Cupro Raval. To bo prvi električni malček skupine Volkswagen na novi platformi in ki zapelje na ceste že v bistvu kar kmalu. Ford ima totalno cool štand, kjer gleda dirka z modelčki na progi. To bi mogel enkrat volan organizirati, ja. No, drugače pa tam je še totalno huda custom, pa Ranger MS RT. To je za tiste, ki niti pri delovnih strojih ne morete brez športne preobleke. Še nekaj konceptov je zanimivih, recimo tale Dacia Hipster Concept, res cool zadeva, potem Hyundai Ioniq, verjetno bo to trojka, ker hudo izgleda, Renault kaže koncept električnega trafika, BMW pa verjetno svoj bodoči i3. Najbolj atraktiven je pa po mojem tale Citroen Elo s totalno prilagodljivo notranjostjo. Ja, to pa omogočajo električni avti, tudi če vam drugače niso preveč všeč. Kitajske znamke so dakle kar na kup. Tamle je BYD, potem tukaj je Xiaopeng, ki kaže svojo platformo, potem tamle naprej je NIO, tega pri nas še ni, ampak baje da pride. Zeekr je že pri nas, tega že kar dobro poznamo. Tukaj je pa v moda JQ in JQ kaže svoj novi JQ5, ki zna biti tudi pri nas ful zanimiv, zato ker bo imel dobro ceno za ravno pravo velikost. Subaru tamle kaže električni Outback, tukaj je pa čist nov električni model s ful hudim imenom Uncharted. Je pa to električni križanc, ki je v bistvu enak kot tamle naprej Toyota CHR+. In ko sem ravno pri Toyoti, prvič v živo vidim tudi novi Hilux, ki bi moral še naprej biti kralj terena. To je pa tam, kjer se naše lepe cestice končajo. Polestar, ki je v sorodu z Volvom, tukaj le kaže štirko, ki ima baterijo 100 kWh, tamle pa petko, ki ima baterijo s kar 112 kWh za res dolg doseg. Ampak tole je najbolj zanimiva stvar. Tukaj le prikazujejo, koliko enega materijala se ustvari, ko v zrak zraven izpustiš 1 kg CO2, tukaj zraven pa koliko se ob isti količini izpuščenega CO2 ustvari recikliranega materijala. Je kar velika razlika, ne? Ko pogledaš, koliko je tizga, pa kakšen drobižek je tega. MG kaže svoj novi električni S6, Lancia pa tukaj le krasno Y kot HF integrale, s katero se vrača očitno Aurelija, ne. Alfa pa tamle na sosednjem prostoru s posebno serijo Luna Rossa, prav da se poslavlja svojo noro Giulio Quadrifoglio. Ja, tega avta ne bo pa režal. Ampak imam še dve svetovni premieri za pokazati. Dobro, pri obeh gre bolj za prenovo, ampak vse jo vidimo prvič v živo. Prva je Peugeot 408, druga pa Opelova Astra. Obe imata manjše izboljšave za moderne čase. To je pa po mojem zdaj to. Ja, lani je bilo precej lepše vreme, tudi Atomium se je tamle ful lepš bleščal. Danes pa že cel dan lije, zato je fajn, da se kar lepo skritkleje noter, dokaj nam mogo domov, ker čez 2 minuti že.